Ravno brskam po spletu, da bi našla idealen šport zase. Nekaj, kar bi pritegnilo mojo pozornost. In naletela sem na ples ob drogu. Tukaj piše, da gre za vadbo, ki oblikuje in osvobaja telo in duha, da nas pomirja, sprošča, po drugi strani pa navdaja z energijo. In evo, to je to. To je tisto, kar potrebujemo v času, kjer se vsem nekam mudi, naši prenatrpani urniki pa nam ne dopuščajo, da bi si vzeli čas zase in naredili nekaj dobrega za svoje telo. In ta šport združuje ples, gimnastiko, fitness in pa jogo. Se pravi, da gre za mešanico vsega. Popolno kombinacijo bi lahko rekli. Hvala. Ta šport še vedno spremljajo številni stereotipi. In ob njegovi omembi marsikdo še vedno pomisli na nastopanje v nočnih klubih. In lagala bi, če bi rekla, da tudi sama najprej nisem pomislila na to. A dejstvo je, da ima moderni ples ob drogu s tem le malo skupnega. Ples ob drogu ima res dolgo tradicijo. Njegove korenine izhajajo iz stoletja starega tradicionalnega indijskega plesa, kjer so telovadci plesali ob lesenih drogovih. Tukaj le za mano pa stereotipe razbijajo. Ljudem je najtežje približati nekaj neznanega, a v moj klub let in to precej dobro uspeva. Živjo! Jaz sem pa prišla pogledat, kako izgleda trening akrobatik pole dance. Super, ja, kar izvolite v dvorano. Hvala. Všeč? Ja, jaz sem čisto navdušena. A pa je tole tako lahko, kakor pa zgleda? Delamo na tem, da zgleda lahko, drugače pa ful težko, no. Tako da se dela res kar oren kvaje, da pridemo do tega izdelka, da je pa na koncu v easy. Pa vidim, da ful veliko punc hod sem. Verjetno imate obisk vedno večji. Ja, vedno večji imamo, sploh otroke. Tega je vedno več. Tudi prvi smo v Sloveniji, ko smo začeli s ta-malimi. Wow. Ja, tako da, pa tudi talenti so pripomogli k temu, da imamo vedno več obiska, tako da so starši tudi videli, da ni tako wow, kakor je večina mislena, no. Kaj pa zahteva vse ta šport? Verjetno gibljivost, vaje za moč, ker predvidevam, da se takole držati na drogu ni raven najlažje. Predvsem so vaje za moč tista glavna stvar, no, kakor če si bolj gibčen, greš pač v to smer, da delaš bolj na gibljivosti, če si pa bolj močen, greš pa v to smer.
bolj na moči so pol elementi. Imaš več smeri, tako da se pač osredotočiš v tisto, kar ti gre bolj. A ne. Je pa lažje dobiš na moči, kakor pa na gibljivosti. Koliko časa pa recimo traja, da obvladaš ples na drogu? Spet je to specifično, a ne, od človeka do človeka, ampak recimo, da smo zanjo, da je zdaj prišlo do tega, Anja recimo trenira 5 let, sama pa odzadaj tudi gimnastiko, balet, tako da je vse povezan skupaj. Se pravi, potrebna neka podlaga ali recimo lahko pride kdorkoli? Lahko pride kdorkoli, če se pa hoče za kakšne tekmovanja odločiti, se pa pol moramo tudi osredotočiti še v druge smeri, kot so gimnastika, plesna varianta, jazz, balet, sodoben, a ne. Živjo, Anja. A bi te lahko jaz prosila, da bi ti tole meni malo pokazala? Ja, lahko se zmeniva za jutri. Ok, super, se vidva. Čau. Živjo. Evo, jaz sem pripravljena. Super. Se pravi, koliko časa se vse skupaj ukvarjaš s plesom? V bistvu od 7. leta naprej. To je zdaj 13 let. Wow. V bistvu začela sem z ritmično gimnastiko, pa je tam v 2. letniku srednje šole sem prišla v klub, pač sem se spoznala s pole danceom. V bistvu tekom ritmične gimnastike sem zelo hotela pač tako malo zaradi same tehnike, pač balet je itak osnova vsakega plesa, tudi hip-hopa bi lahko rekla. Tako pač čisto samo zaradi tehnike sem pač šla na balet, pač to, da bi malo rokce popravila, špičke, pač take stvari. Kdaj pa je potem akrobatik pol prišel v tvoje življenje, pa si se začela s tem res malo bolj ukvarjati? Ja, v 2. letniku srednje šole. Aha. Se pravi, ko sem bila stara 16 let. 15-16 let. Takrat še 15, imam septembra rojsten dan. In kdo te je navdušil nad tem, ali si se kar sama, ali kako je to sploh prišlo do tega, da si prišla v stik s to zvrstjo plesa? V bistvu, točno kje sem videla pač prav pole dance, se v bistvu sploh ne spomnim. Pač ni bilo nekega takega momenta, da bi, ne vem, neko punco videla, pa bi rekla, wow. To bi pa jaz počela? Ja, pač niti ni bilo tako. Se spomnim Ekaterine Faskodinove, ki je pač bila na Talentih 2. sezono. Pač se spomnim nje, ampak takrat je bilo to še zelo neznano. Pač, ok, ples ob drogu, pač Slovenija tega res še ni poznala tako. Pač mogoče, da je bil, ne vem, par studijev v Ljubljani, ampak to je bilo pa tudi to. Pač v bistvu sem v moj klub, je hodila moja mami na zumbo, tako na vsake toliko časa in pač sem vedela, da je tudi to tukaj, da obstaja in me je pač ful zanimalo, kako to zgleda in sem pač čisto šla na 1 uro, pač na ta 1. uro v sezoni takrat, ker so ponavadi vpisi in pač sem probala in mi je bilo ful dobro. Sem rekla, mami, jaz bom na to hodila. Je rekla, kaj pa ritmična? Sem ja, da to bom tudi. Ampak obstaja pa zelo veliko različnih vrst tega plesa ob drogu. Ja, pač ples ob drogu se lahko tako, gre lahko v zelo veliko smeri. Pač tako ene 3 glavne so pač exotic pol, ki je tako malo bolj seksi, pa s petkam. Pa je fitness, pol fitness, ki je tako bolj gimnastično, tako zelo osredotočeno. Ali pa akrobatik pol, tako kar imamo recimo pri nas, ki je tako zelo osredotočen na trike, to so pač tudi tekmovanja so bolj na to osredotočena. Pa je pa pač pol art, tako bolj umetniška varianta, ki je pa tako malo bolj skozi izražanja, pač tudi v pol artu so pač tekmovanja, ampak so bolj pač artistične narave.
tako bolj na izražanju, bolj na plesu, bolj na neki zgodbi. Kaj pa tvoja izkušnja na Slovenija ima talent? Kako sploh si se odločila za to, pa kaj si recimo s tem hotela doseči, sporočiti? Ja, jaz sem v bistvu pač na Slovenija ima talent, sem pač bila prijavljena kar strani kluba, pač niti nisem na začetku vedela. Tako, sam pa sem bila tako, ok, v redu, vse še vedno se lahko premislim, in pa smo bili pač kar naenkrat tam v operi na odru. Tako smo začeli dogajati. Ja, pač tudi to pač audicijsko točko je bila sestavljena tako zelo na hiter. Ampak ja, pač čisto tako prišlo do tega, če bi bil tako, pač jaz se ne bi nikoli, da bi se tako sama, zdaj grem pa na Slovenija ima talent, pač se ne bi nikoli verjetno sama odločila. Ampak pač pa sem rekla, da če ne drugega, saj Sloveniji se malo pokaže, pač pa predstav ta zvrst plesa, ker pač bodimo realni, pač veliko ljudi si tega še pač ne predstavlja, oziroma pač zdaj bi lahko rekli, pač, da se je to malo spremenilo, kar me pač zelo veseli. Kako ti je pa to recimo v vlogi učiteljice, nekoga, ki naprej predaja znanje? Ja, pač meni je to tako, pač stalski poklic v bistvu, pač to mi je ful dobro res, ker tudi jaz sem imela pač na svoji plesni poti tako ene dve učiteljice, ki sta mi bile, pač, ki sta mi res pomagale, pač, ki sta verjela vame tudi takrat, ko jaz nisem, in pač to mi je res veliko pomenilo, pač sem tudi jaz hotela nekako, da bi, pač v bistvu moj cilj v prihodnosti je, da bi pač tudi jaz pomagala mladim puncam, pač da bi verjela vanje, da pač, da lahko, v bistvu, da bi tudi s tem, da sem šla na Slovenija ima talent, pač da jim bi pokazala, da pač v bistvu jim lahko res rata, kar hočejo, če si pač zamislijo. Kaj ti pomeni ples ali pa recimo akrobatik pol? Kaj te to predstavlja v življenju? V bistvu pač jaz zelo nerada pač dejansko ful ločujem zvrsti, ne, plesa. Pač ples je ples, ne, pač ples je neko sredstvo izražanja, pač dobesedno. Pač meni se zdi najbolj pomembno, če poslušaš muziko in pač, ne vem, jaz na vsake toliko časa najdem tako en komad, ki ga res pač čutim, ki mi je tako pač čist nekaj posebenega je, pač sploh v bistvu ne znam razložiti zakaj, sam pač tako čist nekaj posebenega je. In pač ne vem, enostavno to, kar slišiš v muziki, ker v bistvu ti začutiš v muziki, da to poskušaš projecirati skozi ples in da v bistvu pa to začutijo tudi gledalci. Pač to se mi zdi nek tak point plesa in pač v tem tudi jaz vidim smisel in pač nasplošno kot sredstvo izražanja, da nekako daš pač sebe ven, pač skozi muziko, skozi ples, skozi gibe. No, kar grejo malo probat. Evo, tole sem jaz včeraj, ko sem gledala trening videla, tako da zdaj da probam. Pokaž. No, tako da, če bi ti zdaj meni pokazala, kako pa se to zares dela. Začeli video počas najprej do tleh. Stopaš, hop, počep, dvigaš. Ok, da probamo. Prva. Zbral, notranja noga, stopaš naprej. Zdaj pa sto probaj, pač pa kar obesi se na to roko, pa sto probaj narisati tako, tak čim večji krog. To vam pa... A pa se spustiš v počep, zazibaš pa zameniš noge. Ja. Super, prav. Wow,
Za mano je pester dan. In na začetku, ko sem opazovala ta mlada dekleta na treningu, se mi je vse zdelo tako lahko in elegantno. Potem sem se pa tudi sama preizkusila v tem in to bila popolnoma druga zgodba. Tako da lahko vam povem, da je precej težje, kot pa zgleda, zato vsa čast dekletom, da sploh počnejo, kar počnejo.